Po zaključku velike nagrade Avstrije seveda sledi tisto zadnje dejanje tega dirkaškega vikenda. Komentar. Poglejmo si skupaj, kaj vse se je zgodilo zanimivega. Velika nagrada Avstrije dvomim, da je pustila kakšnega izmed gledalcev ravnodušnega. Videli smo ogromno menjav v vodstvu, prehitevanja na progi, različnih pristopov k strategiji in skratka, zopet smo imeli priložnost videti, kaj je prava dirka Formule 1. Namreč dvomim, da bo kdo izmed vas dejal, da je bila dirka predvidljiva. Kljub vsemu moram poudariti nekaj. Namreč menim, da pravzaprav ne bo nihče zadovoljen z rezultatom. Pri Ferrariju so zmagali, ampak niso dosegli tistega, kar so si želeli. Pri Red Bullu so omilili škodo, a v resnici niso zmagali. In seveda to izjavo je treba tudi malce pokomentirati. Charles Leclerc je seveda dosegel rezultat, ki si ga je želel. Ampak, če potegnemo malce črto od zadnji dve dirki, bomo videli, da v primerjavi z Maxom Verstappenom ni nadoknadil velikega števila točk. Smemo pozabiti, da je eno točko izgubil na samem sprintu. Max Verstappen, avtor najhitrejšega kroga. In seveda to pomeni, da na zadnjih dveh dirkah je Charles Leclerc nadoknadil v primerjavi z Maxom Verstappenom, če se ne motim, 11 točk. In če se spomnite, pred časom smo govorili o tem, da so 4 dirke ključnega pomena, prav te, preden se bo začel poletni premor. Minili sta 2 in Leclerc je nadoknadil le 11 točk. In prav to je voda na mlin Maxu Verstappenu. Omilil je škodo, ampak na njegovi tretji domači dirki pred morjem navijačev v oranžni barvi ni dosegel zmage. Globalno gledano, v smislu naslova svetovnega prvaka, res dobra dirka. Ampak treba je dati zadoščenje tudi tistim trenutnim potrebam, kar bi bila danes lahko samo zmaga. Videli smo na Ferrariju Carlosa Sainza mlajšega nekaj, kar se v Formuli 1 ne dogaja prav pogosto. Pravi pravcati požar. In zanimivo je bilo videti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Izgleda, da je imel Carlos Sainz mlajši težave seveda s pogonskim sklopom. Ko je zapeljal izven proge, je verjetno svoj menjalnik dal v nevtralni položaj, zato se je lahko tudi oddaljil na varno, ampak navkreber, v hrib. Ko je začel njegov Ferrari goreti, je bil njegov pogonski sklop že ugasnjen in hidravlika ni delovala, zato ni bilo možnosti dati v prvo ali bilo katero drugo predstavo. In treba je tudi tu dati manjšo pripombo, bolidi Formule 1 nimajo ročne zavore. Zato smo videli, da je Ferrari F1, pomišljaj 75 Carlosa Sainza mlajšega, začel počasi drveti navzdol in seveda treba je bilo uporabiti malce kamenja, da so bolid zaustavili. Še nekaj zanimivega. Bolidi Formule 1 imajo gasilni aparat seveda tam zadaj pri pogonskem sklopu in tudi v vozniški kabini. Nisem videl, da bi Carlos Sainz mlajši praktično sprožil enega ali drugega. Verjetno tudi zato, da svojemu bolidu ne bi napravil večje škode. Videli smo zopet dober rezultat za parniško ekipo Mercedes. Čeprav ne Lewis Hamilton in George Russell nista blestela, ampak zopet na stopničkah Lewis Hamilton in zopet po zaslugi svojih nasprotnikov, ki so lepo odstopili pred njim.
A nekaj je zanimivega. Mnogo kritikov pravi, da je George Russell bistveno boljši od Lewisa Hamiltona. Danes kaj takega enostavno nismo zapazili. Hotel bi tokrat izkoristiti priložnost in seveda povedati, kar se gre Miku Schumacherju. Namreč predtem sem ga mnogokrat kritiziral. Tokrat na veliki nagradi Avstrije je končno pokazal tisto, kar mi navdušenci od njega pričakujemo. In seveda tu si je na polno zaslužil naziv voznika dneva. Gre za priimek, ki name ne naredi nobenega vtisa. Končno je pokazal, da je prvič boljši od svojega moštvenega kolege in drugič boljši tudi od marsikoga drugega. In seveda tu beri McLaren. Če bo tako nadaljeval, bo seveda rešil kariero, ampak izgleda, da po veliki nagradi Velike Britanije, kot da bi se v njegovi glavi nekaj odprlo, kot da bi popustil pritisk. In to je za Formulo 1 dobro. Namreč tudi sam sem bil že malce naveličan čakanja, kdaj bo Mick Schumacher pokazal nekaj. Ni nekaj vrednega svojega priimka, ampak nekaj. Danes seveda je pokazal veliko. Treba je poudariti, da tudi oba McLarena med dobitniki točk, ampak če te prehitita oba Haasa, to ne more biti neka dobra dirka. Pri Alpinu pa so naredili recimo temu nekaj povprečnega. Fernando Alonso kljub vsemu enkratna dirka, vemo, kje je sploh začel, Esteban Ocon pa tik za onimi najboljšimi. Ampak za ekipo Alpin so apetiti bistveno večji. Sedaj tu določiti, kdo je pravi zmagovalec in kdo poraženec, je težko. Pri Red Bullu so omilili škodo, pri Ferrariju so zmagali, ampak kot sem povedal na začetku, nihče ne more biti pravzaprav zadovoljen. In potrebno bo imeti kar nekaj optimizma, da bomo tu videli kozarec na polovico poln in ne na polovico prazen. Seveda, treba se bo sedaj ozreti tudi na strategije, ker priznam bo izjemno zabavno. Na samem začetku smo lahko videli, da nam je Pirelli pripravil 3 različice, ki so bile pa v bistvu ena in ista. Vidimo najprej isto strategijo z prvim delom na pneumatiki medium in potem hard. In če jo obrnemo za 180 stopinj, dobimo drugo različico, ki nam prodaja Pirelli. A brez skrbi, tudi tretja različica je na las podobna drugi, le da so pneumatiko medium zamenjali s pneumatiko soft, a dolžina stinta je ostala praktično nespremenjena. Veste, da sem sam pripravil malce drugačne strategije, kjer pa je prva na las podobna tisti, ki jo je prikazal Pirelli. Pri moji drugi in tretji različici sem dal malce proste poti moji lastni osebni fantaziji in napravil sem 2 varianti s po 2 postankoma. Treba je dodati še nekaj, ko smo spremljali dirko, sem se seveda tudi sam začel spraševati. Namreč koliko so dali prosto pot lastni fantaziji inženirji pri ekipah Formule 1. Kajti videli smo strategije s 3 postanki in menjave pneumatik, ki jih verjetno nihče izmed nas ne bi znal predvideti. Kdo bi si zamislil, da bodo pneumatike hard zdržale na progi v Avstriji, tam okrog dobrih 20 krogov, pa seveda tja do 25. Mislim, da nihče izmed nas. In seveda s tako predpostavko mislim, da je bila vsaka napoved tukaj zgrešena. Ampak da je nekaj napačnega v mojih izračunih, je bilo jasno že takrat, ko je bilo razvidno, da tista najhitrejša strategija je na las enaka oni, ki jo je pripravil Pirelli. Kolikor se ti 2
varianti nekako poklopita, lahko vidimo, da na sami dirki ekipe izberejo nekaj tretjega. A menim, da nihče ni pričakoval tako slabega rezultata pneumatik hard in seveda tako kratkega stinta. A ne gre za to, kdo ima prav in kdo ne. Gre le za vajo, ker se mi, navdušenci, učimo nekako predvideti, kaj se lahko zgodi na sami progi. Danes smo videli, da nas se lahko ekipe Formule 1 presenetijo. Da malce zaključimo tisto, kar smo videli na sami veliki nagradi. Seveda, dober osebni rezultat za Charlesa Leclerca. Generalno gledano, slab rezultat za skuderijo Ferrari, ker so izpustili lepo možnost, da bi nabrali več točk in Leclercu nekako omogočili približevanje Maxu Verstappenu. Po drugi strani smo lahko videli, da pri Red Bullu so dosegli dober rezultat s tem, da so nekako omilili škodo, ampak po drugi strani slab rezultat za Maxa Verstappena, ki se je tu pred množico njegovih navijačev želel le zmagati. A to je Formula 1, ker se redko kdaj izpolnijo želje. Danes za komentar velike nagrade Avstrije, to pa to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nas vidimo.